Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zdaj smo pa res že do dobra zakorakali v poletje. Smo proti koncu prvega vročinskega vala, konec je šolskih obveznosti, začele so se počitnice. Mnogi nas mogoče danes spremljate celo iz kakšnega dopusta, no dejstvo pa je, da se zdaj res cela družina veliko giblje zunaj na prostem. Hkrati moramo povedati, da poletje seveda prinaša tudi svoje vrstne izzive in zato smo se odločili, da v današnji oddaji nekako osvetlimo zdravo, predvsem pa čim bolj preprosto poletno rutino za vso družino. Predstavili vam bomo vrhunske izdelke Garnier, ki nam bodo pri tem pomagali, seveda pa poleg dobrih izdelkov vedno prav pridejo tudi vrhunski nasveti. Danes iz prve roke, kajti v moji družbi je čudovita gostja, Tamara Lampe. Tamara, živjo. Živjo, Ajda. Tamara, malte se mi zdi, da že naše DM-ovke in DM-ovci verjetno poznajo iz tvojih družabnih omrežjih, kjer si zelo aktivna. Zdaj smo te malo tudi spremljali na poti na Japonsko. Predvsem si pa en tak zelo aktiven človek, razpeta med družinskimi obveznostmi, službenimi obveznostmi in mislim, da si tudi zaradi tega res naša danes idealna gostja, ki boš lahko marsikaj povedala tudi iz prve roke. Upam. Malo sem že namignila, dopustovali ste na Japonskem celo družino, a ne tudi tvoja dva otroka, pa mož. Kaj te je tam najbolj navdušilo pri njihovi vsakodnevni rutini, recimo? Dejva reči, da mene je res navdušil, pa mogoče tudi do neke mere presenetil. Mene sicer niti ne toliko kot moža. Njihov odnos do sonca in do sončne zaščite. Dejansko, ko vidiš, kako oni to res drugače živijo kot mi, te malo preseneti, kljub temu, da so mene naše beauty influencerke že kar dobro podučile, kar se tega tiče. Moram reči, da moj mož je bil pa totalno šokiran, ker on je do zdaj še vedno bil jaz ne rabim SPF-a, ne? Tam pa res, senčniki na vsakem koraku, tudi s čim je sonce, oni lepo vsi svoje dežničke ven, tako da ta z dežniki je ful presenetila tudi oba otroka, ker sta bila tako, mami, zakaj zdaj, če je ful sonce, pa ful vroče, oni vsi z dežniki oblečeni, očala, tako zaščiteni, ne? Tako da mi je v bistvu ful prav prišlo tudi za to debato med z otrokoma, tako da bi rekla, da mi je bil to res en tak zanimiva izkušnja, no, dejva tako reči. Verjamem in danes se bova še kar nekajkrat spomnili na njo. Nama bo prav prišla tudi pri aktualni temi, sicer pa, kot sem že omenila, si mama, si zelo aktivna, nekako si razpeta med snemanji, potmi, obveznostmi. Tako da, kako je pa kaj s to tvojo dnevno jutranjo poletno rutino? A si ti bolj tip, ko imaš že vse vnaprej pripravljen, ali dovoliš, da v življenju pride tudi do malo improviziranja, recimo? Dejva reči tako, ker je čez dan pri meni veliko improviziranja in je vsak dan malo drugačen, ker imam tako dinamično službo, je jutro pri meni res rutinsko. Jaz načeloma vstanem prva, ponavadi vstanem okoli 5 zjutraj, pijem kavo, se raztegnem, pa se počasi tudi lotim te svoje beauty rutine in se medtem tudi malo tako mentalno pripravim na kaos, ko se pol začne, ko se zbudita enkrat tudi otroka. No, ampak je lažje pol preživeti ta kaos, če si zjutraj res lahko vzameš, ne? Če ne drugega, vsaj pol ure ali pa 1 uro za to, da si ti in da imaš te male rituale, ki ti potem tudi polepšajo oziroma pomagajo bolje začeti dan. Pa če greva še malo k izdelkom, kaj rečemo tisti izdelek oziroma izdelki, brez katerih poleti pri tebi ne gre? Must have, ki ga imaš vedno v torbici. Dejva reči, da vedno imam ali v torbici ali pa vsaj zraven vodo. V torbici je vedno tudi SPF, pa denarnica, pa ključi, pa telefon so že tako skoraj malo vprašljivi, ker se večkrat zgodi, da moram laufati domov po nekaj od tega. Vem, kako je, No, ampak dobro, ne, ta SPF pa je očitno nekaj, kar te spremlja in absolutno o kremi z zaščitnim faktorjem bomo danes še veliko govorili, ampak preden razvijeva debato, mi dovolite, da vam na kratko predstavim tudi današnje ugodnosti, torej 30-kratne točke na celotno znamko Garnier, od danes pa do nedelje, tako v trgovinah DM, kot tudi, če boste kupovali preko aplikacije Moj DM, torej pomembno je, da aktivirate kupone, ki
ki vas že čakajo v kupon centru. Videli boste, danes smo za vas pripravili tudi kupon za gratis izdelek, torej ob nakupu ga prejmete Balea gel za tuširanje After Sun, torej tudi nekaj zelo aktualnega, nekaj, kar vam bo zelo prav prišlo v teh poletnih dneh, mogoče celo na prihajajočem dopustu. In pa še to, če ste mogoče danes z nami prvič, da ne boste mislili, torej, kaj je to, kar se nam prikazuje v spodnjih orodnih vrsticah. To so izdelki, o katerih bo vas Tamara govorili. In če na izdelek kliknete, ga avtomatsko postavite v vašo nakupovalno košarico. Jaz vas samo še enkrat spomnim in opomnim, da morate nujno pred zaključkom nakupa aktivirati tudi kupone. Tako, pa v živo smo tudi danes, kar pomeni, da lahko zapišete kaj v naši klepetalnici, lahko mogoče malo pohvalite Tamaro, lahko mogoče kaj vprašate ali pa mogoče date tudi kakšno idejo za naše prihajajoče oddaje. Skratka, dobrodošli, da se nam pridružite v tejle vsesplošni debati, ki jo zdajle tudi uradno začenjava s prvim izdelkom danes. Ja, ko govorimo o poletni rutini, seveda klasično, ne najprej pomislimo na sončno kremo, ampak realnost poletja, dragi moji, je tudi potenje. Ne bomo si zatiskali oči, to so dejstva, zato začnimo pri osnovi, začnimo pri svežini. Pri tem je seveda nepogrešljiv izdelek, deodorant, in tukaj pred nama je Garnier Mineral Antiperspirant Roll-On Invisible Floral Touch. Naj povem, da vsebuje tudi mineralite, ima do 48 ur zaščite, kar je res kar precej, zasnovan pa je tako, da ščiti tudi naša oblačila pred madeži, in to je zagotovo nekaj, kar je sploh zdaj poleti, a ne, vsi mi imamo najljubšo poletno obleko, da se ji ne bo treba odreči zaradi kakšnega madeža. Skratka, tukaj pri tem Garnier mineralnem antispirantu Roll-Onu ne bo teh težav. No, Roll-On format, kaj praviš na to, Tamara? Ti je všeč, ti je blizu? Jaz načeloma, pa tudi v bistvu moj mož, rajš posegam po roloh, po formatih ponavad. Sploh, ko hitim, kar je praktično vedno, znam včasih s sprejom narediti kakšen kaos na oblačilih, tako da mi je za vsakodnevno uporabo dejansko Roll-On najbolj praktičen. Kako pa recimo izbiraš antiperspirant za vroče dni, a imaš kakšen poseben seznam, ko prideš v DM in potem kljukaš, aha, ta to ima, ta to nima? Deva reči, ko par stvari, ki so mi res pomembne, sploh poleti. Prva stvar je vonj, ne maram ful močnih vonjev. Recimo tale mi je všeč, ker je tak relativno svež, neutralen. Bom preverila. Se ne tepe tudi s kakšno dišavo, če jo imaš gor. Druga stvar je seveda, da je fajn, da čim dlje časa zdrži, ker sem skozi v pogonu, da ni pol to, da se čez 2 uri že gledaš, aha, je krizalni. In bonus točke dobi vsaka stvar, ki mi ne omaže oblačil, ker sem sploh polet 3/4 časa dejansko v nekih svetlih, belih, bež oblačilih, in ja, je res fajn, da se nikjer nič ne pozna. Vonj pa res zelo prijeten, moram še enkrat omeniti, ampak res prav tako... Tak nežen, cvetličen, tako res. Še vedno boste lahko dale preko tudi kakšen vaš ljub parfum, tako da kar pogumno, zelo, zelo prijeten deodorant. Kaj bi svetovala vsem, ki imajo mogoče poleti občutek, da jih potenje ovira pri izbiri oblačil? Mislim, da je kar nekaj takih. Včasih se nekaterim barvam ali pa materialom celo začnemo izogibati, zato ker pač ne želimo madeža, zato ker imamo občutek, da če oblečemo določen material, da nam potem še bolj ven izstopijo te madeži, sploh na področju pazduh recimo. Zdaj tako, jaz sicer se polet generalno bolj nagibam k nekim naravnim materialom, ala lan, bombaž, kaj tazga. Ne bi se pa zdaj zaradi skrbi pred potenjem izogibala glih neki svoji najljubši obliki, pol že raj najdem en deodorant, ki dejansko zdrži malo dlje časa in je to zadeva rešena. Imaš mogoče, Tamara, kakšen nasvet ali pa trik, da ohraniš občutek svežine čim dlje časa? Zdaj jaz bom tako rekla, pri meni nekako so tiste klasične osnove, tuš, deodorant, včasih tudi kakšni vlažilni robčki ali pa zračna oblačila, pa se mi zdi nekako, da če te osnove štimajo, je že večino dela odkljukanega. Kljukca. Kmalu bomo naredili kljukco še ob enem odličnem deodorantu. Tukaj je v bistvu še druga različica antiperspiranta, deodoranta v spreju Garnier Mineral Invisible Floral Touch. To se pravi enako kot prejšnji, samo v drugačni obliki. Omenila si, da vama z možem je sicer nekoliko ljubša oblika Roll-Ona, ampak vseeno kdaj uporabiš tudi sprej? Oziroma ob katerih priložnostih bi pa rekla, da je pa mogoče sprej boljša izbira?
Dejansko v bistvu glih bi rekla, da polet ali pa na kakšnih potovanjih, ki si res veliko okoli, zna sprejeti tako malo bolj ta občutek svežine. Tako da bi rekla, da za neke res take, tako kot je zdaj, ki je res grozen vroče, je včasih mi dejansko sprej ljubša opcija. No. Tvoj vsakdan je pogosto torej razgiban, a ne? Zanima me, kaj v teh vročih dneh narediš za hitro osvežitev. Imaš na voljo 3 minutke časa, pa je treba nekaj narediti, ker je potem že naprej, ali se stane, kar je treba pač po otroke v vrtec, v šolo, pa je dobro, da ne pridemo ravno najbolj prepoteni. Kaj je tvoj izhod v sili? Izhod v sili bojo ponavadi kakšni vlažilni robčki, deodorant, mogoče tudi to, da si na hitro umijemo obraz, pa na novo nanesem kremo, malo popravim lase, pa si lahko tako res zelo hitro resetiraš. Tako, sam brez komplikacije. Ob tem sem pomislila tudi malo, kako je pravzaprav potrebno, da se na hitro osvežimo in sredi vsakodnevnega kaosa vzamemo tudi tisto minutko zase. Vse veste, sploh zdaj v teh res vročih dneh je še toliko bolj prijalo. Sam, da si človek nekam usedel v eno senco, mogoče nekaj popil, naredil 5 globokih vdihov, če smo jih sploh lahko v tej vročini, lažje nekje v kakšnem klimatiziranem prostoru, ampak prihajajo zdaj bolj sveži dnevi. Pa vendarle, če se vrneva še malo na Japonsko, kakšno vreme ste sicer tam imeli? Je bilo tudi tako vroče? V bistvu je bilo predvsem zelo vlažno, niti ne toliko vroče. Smo bili v bistvu lih tako konec maja, tako da je bilo temperature se bilo še kar nekako znosne, ampak te pol ta vlaga včasih še bolj dejansko imaš občutek, da je bolj vroče, kot je zares vroče. No, se ravno to, ker na potovanjih smo ponavadi tudi bolj v pogonu, veliko hodimo, menjujemo lokacije in potem zdaj, če smo še na lokaciji, kjer je precej vlažno oziroma zelo vroče, mogoče celo v kakšnih tropskih krajih, je potem situacija še sploh otežena. Tako da kaj bi recimo svetovala gledalkam, gledalcem, ki veliko potujejo, pa kaj vzeti s seboj v takih primerih, da tudi na potovanjih res ostanemo prijetno sveži? Zdaj meni je vedno osnova tako voda, tako kot sem že prej rekla, ker se mi zdi, da če si dobro hidriran, že to veliko naredi. Druga stvar je pol seveda kakšen dober deodorant, tako kot sem rekla, v teh res vročih dneh ima mogoče celo raj nekaj v spreju, da imaš občutek, da se malo svežiš. Tudi kakšni vlažilni robčki znajo recimo zelo prav prideti v takih kritičnih trenutkih. Tako da se mi zdi, da so to nekako tiste ta glavne stvari, takrat, ko smo veliko v pogonu pa na nogah. A si tudi bila kdaj kakšen dober nasvet glede poletne rutine, ki ga še zdaj upoštevaš? Dejva reči, da je bil najboljši nasvet, ki sem ga dobila, ne preveč komplicirati. Jaz sem včasih bila una, ki je odnesla pol kopalnice s sabo na morje. Zdaj se pa rajš probam držati tega, da imam tistih par preverjenih izdelkov, ki vem, da mi res funkcionirajo in probam nositi s sabo potem recimo samo tiste. Jaz mislim, draga Tamara, da je to dober nasvet nasplošno za življenje. Ne komplicirati. Ne komplicirati, oziroma komplicirajmo čim manj. Seveda to zdaj govorim tudi sama sebi, da ne bo slučajno kakšne pomote. Naslednji izdelek pa torej iz družine, ki smo jo danes že večkrat omenili, torej sedaj prehajamo na izdelke z zaščitnim faktorjem. Kako pomembna je ta zaščita pred soncem? Se mi zdi, da končno počasi res začenjamo dojemati, da je ta miselnost prišla tudi k nam. Včasih pa vseeno pozabimo, da SPF ni samo nekaj, kar nanašamo, ko gremo na morje, ko gremo na plažo, ampak nekaj, kar nanašamo vsak dan. Se strinjaš? Ja, jaz imam ob teh vedno v bistvu v glavi tisto slavno sliko tovornjakarja, da ne pozabim, da na sonce ne ujame samo na plaži, ampak tudi v avtu, tudi na sprehodu, tudi ko gremo na izlet. Tako da ja, se mi zdi, da je SPF res pomemben del neke vsakodnevne rutine. Midve imava zdaj pred sabo en vrhunski izdelek, mogoče SPF v malce drugačni obliki, kot smo sicer vajeni. Garnier Amber Solar Sensitive Advanced dvofazna vodica za zaščito pred soncem, zaščitni faktor 50. Zdaj, kar navdušuje, poleg te lahke formule, je zagotovo tudi hialuronska kislina in vitamin E, ter torej ta nevidna tekstura in predvsem to, da lahko uporabljamo ta izdelek tako za obraz, kot tudi za telo in celo lase. Mene je to najbolj. Za lase. Že itak so mi všeč taki multipraktik izdelki temu, jaz rečem, ker lahko pol imam kakšno stvar manj v torbi s sabo.
Plus pri temu mi je zelo všeč to, kar si tudi omenila, da je res taka lahka tekstura, ker se mi zdi, da se vsi polet malo izogibamo kakšnih zelo težkih mastnih krem. No, pa ne samo to, tole je odličen izdelek, ki je sicer dvofazen. Zdaj ne vem, če se bo to videlo, ampak nujno je, da ga torej pretresete pred samo uporabo, potem pa ga razpršite, kar pomeni, da je tole tudi odlično, ko boste res cel dan na plaži in boste morali replicirati SPF, kar pomeni ga na novo nanesti. Torej ne potrebujete se mazati, samo poškropite, tudi če je mogoče spodaj kakšen make-up, bo to veliko lažje replicirati še enkrat, kakor če bi to počeli s kremo. Čeprav smo se tudi že to naučili v preteklih oddajah, če repliciramo kremo z zaščitnim faktorjem, potem to nekako utapkamo. No, če pa imamo SPF kar v samem sprejčku, potem pa enostavno pošpricamo. Takole, še zavrtimo. Ja, brez vonja, ker je tudi po svoje super, da ni nobenih... Spet, da ni tist motiča, ne? Prej si omenila lase. Sem imela eno izkušnjo, ko me je res zelo grdo opeklo, tukaj po sredini lasišča, torej po preči, tako da mogoče, če ste dolgo časa izpostavljeni soncu, poleg seveda zaščitnega faktorja, ženske lase si spnite tako, da ni preče, to se pravi začesite. A ne, sam to včasih tudi ni slaba ideja, da si dejansko recimo konice, ki so zelo hitro suhe, tako kot koža, tudi lase uničujemo z sončnimi žarki, plus solana voda. Tako da je včasih fajn tudi recimo konice, recimo kar malo našpricati s kakšno tako zadevo. Tako, ja, no, absolutno, ja, gremo po celi dolžini, tako. Omenila si, da na Japonskem je odnos do zaščite pred soncem zelo, zelo drugačen. A si tam opazila kakšno navado, ki bi jo z veseljem prenesla tudi v naš slovenski vsakdan? Jaz bi rekla, da je ključna razlika tam res to, da oni to živijo. Tam je to del vsakdanje rutine. Se mi zdi, da sicer se pri nas nekako popravljamo, ampak nismo niti približno tako pridni, kot so oni. Pri njih res ni to samo sončna krema, tako kot sem prej rekla, ampak so tudi dežnički, primerna oblačila, torej več vrst zaščite nekako uporabljajo, zato da se pač nekako obranijo pred soncem. Kako se je pa kaj tvoj odnos spreminjal do sonca tekom let? Ker jaz, če sam nas pomislim, pa do tega, ko je bilo seveda najbolj pomembno, da smo rjavi, mislim, kakšna zaščita pred soncem. Prišli so upoštev samo izdelki, ki so dodatno spodbujali porjavitev, nobene zaščite. Do tega, ko sem dobila prvi pigmentni madež in začela manično skrbeti za to, da pač zaščitim svojo kožo po vsem telesu, še posebej pa seveda obraz. Ja, deva reči, da moja starša sta bila bolj tista jugoklasika, zali malo s pivom pa se sonči, Tako da za trenutno doslednost so po eni strani krive moje zlate prijateljce iz beauty sveta, ki so me podučile o tem, koliko je res pač to pomemben, hvala punce. In kot dve, tako kot si omenila, tudi pri meni so se začele pojavljati hiperpigmentacije in ko vidiš, koliko res močno sonce lahko vpliva, zelo hitro pa tudi dojameš, da je preventiva lažja kot kurativa. Pa verjetno tudi ta trenutek, ko si postala mama, ko dobiš dejansko dva otroka in skrbiš tudi za to, da sta ona dva zaščitena in da ima na nek način že od malega poskusaš tudi privzgojiti, priučiti to kot del rutine. Mi smo jo pridobivali kasneje, bom rekla, v starejših, bolj zrelih letih. Smo se učili. Pa še težko je polka. Seveda, težko je spreminjati rutino naknadno oziroma kasneje. Če je to nekaj, kar nam pride v križe kot otroku, je pa to res potem del osebne higiene, ki ga izvajamo čisto nevede in popolnoma normalno nam je, da potem pač SPF nanesemo vsak dan tudi takrat, ko dežuje. Zdaj malo sem spraševala potem tudi zato, ker naslednji izdelek nagovarja predvsem otroke. Smejiš se, a ti je všeč? To je pri nas doma bil takoj. A res? Garnier Kids Roll-On za zaščito pred soncem z SPF-om 50+. Daj povej mi, kaj je bilo otrokom tako zelo všeč pri tem izdelku? V bistvu je pač tako, kot smo se prej pogovarjali. Pri otrocih se mi zdi najbolj pomembna ena stvar je, da je to njim res rutina, tako kot je treba umiti zobe, je treba tudi nanesti SPF. Ampak ful je pa lažje to rutino vzpostaviti, če je izdelek tudi
tak, da ne draži, da ne peče in da je malo zabaven, tako kot je ta. Tale je v bistvu tako, da ko ga naneseš, je malo barvan, kar je iz enega vidika plus, da lahko dejansko spremljaš, kje naneseš. Pa ta barva počasi zginja in to je njim čarovnija, wow. Na kameri se sicer vidi bolj belo, ampak v resnici je takšne oranžkasto roze. Ja, svetlo rjava, recimo oranžkasta barva. A veste kaj, v bistvu je odvisno, kakšen je pod tem vaše kože, ampak odlično. In potem ta barva izgine. Izgine, tako. In njim je to seveda čarovnija spremljati pola, ne. Tudi nobenega vonja, ker je dobro. Tudi ne draži učk, lažje, recimo sploh za po obrazku je ful lažje za nanos, kot ti stapkati z nekimi kremami, pa mami ne, da me ne boš v oči. Ampak veš kaj, se mi pa tudi zdi, da tukaj, kjer dejansko pri nanašanju izdelka zraven vključiš še malo zabave, to postane za otroke pravi žur. Celo mislim, da je to eden od izdelkov, ki si ga lahko malo poskusijo tudi sami nanesti, ne? Ja, to je tudi, dejansko je ful enostaven za uporabo in tudi spet, kot sva rekla, če jim je nekaj zabavno, je to tudi ful lažje pol vključiti v vsakodnevno rutino in čim je vključeno v vsakodnevno rutino, pol tudi oni dobijo neko konsistenco s tem, da se navadijo, ne? Točno tako. Kaj bi pa rekla, kaj mora biti vedno poleti v torbi? Kdaj je torej najbolje otroka prvič namazati in kako poskrbeti, da potem tudi ga pripravimo do tega, da ve, da je treba pa čez nekaj ur ponovno nanesti vse to in da začnemo od začetka. Tako kot si rekla, se mi zdi v bistvu ključen izziv to, da se večina namaže nekako zjutraj ali pa pred odhodom na plažo, pa se v to kar malo pozapa, ne. Tako da jaz vedno v torbo poleg SPF-a dam tudi kakšno pokrivalo, recimo. Zdaj, kar se pa tiče reaplikacije SPF-a, pa jaz ga imam lih zato vedno pri sebi, ker če ga imam pri sebi, pol ga tudi lahko redno uporabljamo, če je to doma, pol je hitro ura 4 popoldne, pa tako da sploh zdajle poleti, ko smo res veliko zunaj, ali pa sploh, ko je kakšno kopanje, ali pa tudi zelo intenzivna igra, ko se recimo veliko spotijo, je res fajn paziti, da imamo skozi nekaj pri sebi, da lahko redno reapliciramo. Mi je bilo pa zelo všeč, ker si omenila pokrivalo. Zdaj, omenila si ga sicer v kontekstu svojih 2 otrok, ampak jaz mislim, da pokrivalo je nekaj, na kar zelo pogosto pozabljamo tudi odrasli. Jaz sem se ga dolga leta zelo izogibala. Zakaj? Preprosto. Tudi jaz imam dolge lase, ker pomeni, vroče, poleti imamo mi čop, figo, ker pomeni, da zelo težko nosiš neko pokrivalo. No, potem pa se je začel prvi ta pigmentni madež, ki sem ga že prej omenila, direktno tukaj na čelu. K sreči še ni tako zelo opazen, ga lahko z BB kremo oziroma s pudrom še skrijem. Ampak hočem vam povedati, da takrat sem pa dejansko začela razmišljati, da pač krema z zaščitnim faktorjem. Očitno sem imela preveč grehov iz preteklosti. Enako. In sem potem začela, pač hočeš ali ne uporabljati tudi ta šiltek, ampak super je ta šiltek. Ti so ful dobri, ker lahko spneš lepo lase, niti vroče. Tako, samo šilt, spredaj, zadaj, pa v bistvu en tak trak pride tako pod lasmi. Skratka, imate skoraj da ne posod, verjetno celo v Q-demu najdete. Tako da, v glavnem, super zadevica, seveda pa spodaj nujno SPF 50 ali več. Tako da to pa... To je pa osnova. To smo se pa danes že malo naučili. Zdaj, zadnji današnji izdelek je prav tako iz linije izdelkov za zaščito pred soncem, Garnier Amber Solar Super UV vodni fluid za obraz. Kot že samo ime pove, fluid, zelo lahka tekstura, hkrati še vedno visok zaščitni faktor, odličen za uporabo vsak dan, predvsem pa odličen tudi kot podlaga za pod make-up. To se pravi, ker je izdelek tako zelo lahek, ne bo zmastil kože in se bo hitro upil, vi pa potem lahko seveda nadaljujete z vašo make-up rutino. Zdaj te bom še zadnjič danes vprašala, dobro pomisli, kaj boš rekla. Ali res kremo z SPF-om uporabiš čisto vsak dan, tudi takrat, ko je dež, tudi takrat, ko nisi cel dan na soncu, tudi ko greš samo do trgovine? Ja, ampak ti povem zakaj. Jaz, tako kot sem rekla, prej res toliko let nisem bila konsistentna z uporabo SPF-a, da sem ugotovila, da pol, če ni to vsak dan, jo pol pozabljam. Tako mi je zdaj ratala to rutina, isto, ko umijem zobe, tudi nanesem SPF, tudi zato imam eno vedno v torbici, ker mi je to edini način, da poskrbim, da sem dejansko konsistentna. Tako da ja, vsak dan nanesem SPF na obraz.
Ampak Tamara, vseeno se mi pa zdi, da počasi res se premikamo tudi Slovenci v tej smeri, v tem nekem trendu zaščite pred soncem in da so že znaki prvi vidni, opazni, da smo nekako postali bolj pozorni tudi mi na te stvari. Ja, tudi meni se zdi, da smo tle naredili res en velik premik, sploh če pogledam recimo sebe. Pred 10 leti sem jaz bila prepričana, da SPF rabimo samo na plaži, pa še to tist med 12. in 13. uro, vse ostalo pa ne. Tako da se mi zdi, da se tle premikamo, da se dviguje ozaveščanje, tako da... Odlično. Mogoče še en dodaten razlog, zakaj je tale najn, mimogrede zadnji izdelek danes tako zelo fantastičen, torej vodni fluid Garnier Super UV s faktorjem 50, vsebuje tudi hialuronsko kislino, je brez parfumov, kar pomeni, da je primeren tudi za bolj občutljivo kožo, kožo nagnjeno k alergijam, ne pušča belih sledi in kot že prej omenjeno, tudi idealen za ličila zaradi te svoje lahke teksture. Malo sva že namignili, obe sva pravzaprav ne ravno ponosni lastnici kakšnega pigmentnega madeža, ampak a imaš mogoče še kakšno slabo izkušnjo, zaradi katere si postala še bolj pozorna na zaščito obraza oziroma telesa? Si imela kaj tako? Pri meni je v bistvu res ključna sprememba se začela pojaviti hiperpigmentaciji, tako kot sva prej rekla, pol zelo hitro ugotoviš, da je preventiva veliko lažja kot kurativa, ker pol to probati popravljati je misija nemogoče, lahko probaš vse in ugotoviš, da je res veliko lažje samo konsistentno uporabljati SPF, tako da ja. Če bi to vedeli prej. Če bi to vedeli prej. Jaz večkrat rečem Tiki in ostalim beauty influencerkam, kje ste bile 15 let nazaj ali pa 20, ne? No, imajo pa zato zdaj naši otroci oziroma mlajše generacije priložnost to slišati. Jaz res dejansko mislim, da se na tem področju res stvari lepo popravljajo. Pa mogoče so tudi mi dve danes koga spodbudili v tej smeri. Mislim, jaz bi bila vesela, če je odgovor pritrdilen. Bi te pa vseeno za konec vprašala še Tamara, a bi želela, da res od današnje oddaje gledalci in gledalke odnesejo kakšno stvar še tako posebej izpostavljeno. Kaj je bila tista ena mantra, ki bi jo mogoče zdaj podelili v svet? Jaz bi rekla, da je v bistvu ključna lih ta nekako konsistentna uporaba SPF-a. Tako kot sem rekla, tle je res s preventivo lahko toliko enih stvari preprečimo in se mi zdi, da je to tak majhen del rutine, ki bomo se čez 10-15 let zelo hvaležne, da smo pač to začeli in vključili nekako v redno uporabo. Ja, ker koža ima spomin, in tudi, če vas je opeklo, ne vem, 5-10 let nazaj, pa takrat nič ni bilo, se potem lahko hitro, tudi po več letih, več desetletjih. Ja, to pol butne, se jaz zdaj že nekaj let uporabljam SPF, pa jem... V glavnem, hvala lepa za danes, ne pozabite 30-kratne točke na vse izdelke Garnier veljajo do nedelje, ne pozabite tudi na gratis izdelek ob nakupu, torej aktivirajte kupone in torej ta gratis izdelek je gel za tuširanje Balea After Sun, nekaj, kar bo zdaj prišlo še kako prav, mogoče ga vzamete tudi s seboj na zaslužen dopust. Vsekakor pa jaz upam, da si zaslužimo vašo pozornost tudi 14. julija, ko bo torej na sporedu naslednja oddaja DM Live. Takrat bomo skupaj pripravili potovalno lekarno, ki je seveda nujna za na dopust. Zanimiva tema, dobra. Bo še naši družbi, ob 8. zvečer, se veš, klasika. Vodite tudi vi, hvala za danes in vse dobro do prihodnjič. Srečno.